Dajmo začeti kar z Ameriko, ki vstopa v svojo zadnjo sezono. A gre komu Amerika že rahlo na jetra? A? Nekaj, kar pri nas naredimo v 2 mesecih, oni rabijo 2 leti. In ne govorimo o hujšanju. Debelost je resen problem, ker bi z enim Američanom itak lahko nahranili 6 podsaharskih držav. Govorimo pa v bistvu o predvolilni kampanji in Amerika je v torek dobila srhljiv klic. Res je, do volitev je le še nekaj dni in Jenki se bojo morali odločiti, s kom bodo manj zajebali. Zmešano oranžno podlasco ali zoprno pokvarjeno lisico. Ni baš izbira, ne? No, do nedavnega je kazalo, da ima po številnih Trumpovih škandalih lepe šanse za zmago Hillary, dokler se ni kot noseča bivša vrnil star greh. Afera z njeno elektronsko pošto nikakor ne bo izginila. Ameriška zvezna policija je ponovno odprla julija končano preiskavo glede njene elektronske pošte. Ja, dajmo se spomniti, lani marca je prišlo na dan, da je Hillary za svoje službene pogovore, ki so bolj ali manj strogo zaupni, uporabljala domač e-mail. Vse jo razumemo. Zakaj bi kompliciral in se doma matru s službenim mailom? Kaj pa je takšnega? V sredo sestanek s šefom, nekdo je nejcu z pisarne spizdil torbo, naslednji teden gremo ubit Bin Ladna, vsakdanje stvari. No, FBI je takrat začel preiskavo, kar je Trumpu prišlo še kako prav. Kako boš zaupal taki babi? FBI je na to letos poleti preiskavo ustavil, ker niso našli nič kriminalnega. Dober teden pred volitvami pa se zgodi to. 11 days to the election, the FBI director informing lawmakers he is reviewing new emails related to the Clinton email investigation. They were found on a device shared by Abedin and her estranged husband, Anthony Weiner, who was the target of a separate investigation into alleged sexting with a minor. Zdaj, kdo ne pozna situacije, čisto na kratko. Anthony Weiner je bivši kongresnik, ki so ga že 4-krat ujeli, da mladoletnicam pošilja slike svojega tiča. Weiner je mimogrede v angleščini hrenovka. No, FBI tega tipa preiskuje in na njegovem računalniku so našli nove e-maile povezane s Hillary. Njegova žena Huma Abedin je vodja kampanje za Hillary in tip je očitno tiča pošiljal tudi z njenega računalnika. Zato je FBI spet odprl preiskavo. In koliko e-mailov so dobili? Now the FBI has found, you're not going to believe this one, this just happened, another 650,000 emails. 650,000 e-mailov. Pa kaj dela Hillary cel božji dan? Forwardira PowerPointe z angeli, pa videe z mačkami. Razen če je bilo pol teh e-mailov slik unga tiča. Dajte pomisliti na FBI, bogi agenti. Več let se urijo, da bi lovili teroriste, serijske morilce, zdaj morajo pa maile brati. Kuponko za toplice, spam od Viagre, sporočilo od Obame glede Libije. Lolej, še en tič. In bomo zvedeli... A bomo zvedeli, kaj je bilo v teh mailih do volitev? Ne bomo. Direktor FBI je samo namignil, da je mogoče kaj sumljivega, ampak rezultati bojo znani po volitvah. Lejte, čisto mogoče je, da bo naslednji teden zmagal Trump, kljub vsem se zna zgoditi, da Amerika ne bo dobila prve predsednice zaradi lulčka. To isto kot pri nas. Danilo Türk iz istega razloga ni dobil druga mandata. Ja, predsedniku države sem rekel lulček, pa kaj? No, kakorkoli Trumpu do zmage pomaga tudi naša Melania, ki je na CNN-u opozorila na veliko težavo, ki pesti sodobno družbo. 21st century, the social media, it's very damaging for the children. We need to guide them and teach them about social media because I see a lot of negativity on it. Družbeni mediji so nevarni za naše otroke, ker je v njih preveč negativnosti. Ti že veš, Melania, tvoj mož je v tem ekspert, ne? Če na primer Janša tako dober kot Jan Muršak, je Trump Anže Kopitar v nesramnosti na Twitterju. New York Times je imel preveč cajta in preštel, da je Trump od lanskega poletja užalil 282 ljudi, držav in stvari. Muslimane, ženske, invalide, vojne veterane, medije, trgovine, bejzbol, nogomet in celo Mehiko. Glej, Melania, da svojega sinčka zaščitiš pred zlobnim internetom,
ni treba, da izklopiš internet. Veliko bolj preprosto je, če Donaldu vzameš telefon in mu zbrišeš Twitter profil. Ali pa mu telefon zamenjaš Samsung Note 7. Nema problema. Zdaj, narod moj, kdorkoli zmaga vsem svetu se bo vsaj za nekaj časa oddahnilo, ker bo konc tega cirkusa. Mediji se bojo 2 tedna sicer spraševali, o čem naj zdaj pišejo ponovno, ampak še zmeraj imamo Kim Kardashian. Po mojem je v nizkem štartu. Zdaj, ki se naslednjič vidimo, bomo že vedeli, kdo je prezident Amerike in izvedeli bomo, če sem spomlad pravilno napovedal. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.